Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu tokratne oddaje Dogodki. Mestne četrti Murska Sobota so minulo soboto pripravile zdaj že tradicionalen 8. pohod po mestu z zaključkom na Trgu zmage. V prekmurski prestolnici so se pretekli konec tedna ponovno zbrali pohodništva željni udeleženci, ki so se podali na tradicionalen pohod po soboških mestnih četrteh. Ideja o pohodu je nastala že pred 9 leti, že 8 leto zapored pa so uspeli organizatorji to idejo tudi uresničiti. Ideja je nastala že, lahko rečemo, 9 let nazaj, ko smo organizirali Martinov pohod, kjer smo sodelovali mestna četrt Murska Sobota, turistično društvo Murska Sobota in društvo vinogradnikov, kjer smo imeli Martinov pohod v tistem času, ampak ker naslednje leto ni prišlo do nadaljevanja tega pohoda, so na mestni četrteh sklenili, da bi pa vseeno imeli neki pohod po mestu Murska Sobota in so se odločili, da bodo organizirali pohod po mestni četrteh Murska Sobota in tako je tudi leta 2011 prišlo do prvega in zdaj smo pač že pri 8., kar se je, lahko rečemo, zelo prijelo. Imamo stalne udeležence pohoda, tudi na novo, tudi iz drugih krajev, kar nas izredno veseli, tudi od zelo malih, tudi do starejših od 80 let. Sam pohod ni pretežek, se pravi, trasa pohoda je tako narejena, da ni pretirano pretežka za nobenega udeleženca in tudi vse je tako nekako tempirano, da normalno pol pridemo okrog 12. ure sem pred spomenik na Trgu zmage, kjer je tradicionalni tudi zaključek in nas pričaka pihalna godba. Enkrat z Murske Sobote, drugič spet z Bakovec, tokrat se prav z Murske Sobote in pol pa tudi nam postrežejo z tradicionalno jedjo z Prekmurja z Bogračem. Pohod skupno organizirajo mestne četrti, zato je tudi start pohoda vsako leto v drugem koncu mesta. Tokrat so se na pot okrog Murske Sobote pohodniki podali iz tako imenovanega Malega parka oziroma med ulico Štefana Kuzmiča in ulico Mikloša Kuzmiča. Mestne četrti se organizirajo skupaj pohod. Je pa res pričetek samega pohoda na vsaki drugi mestni četrti, na območju vsake druge mestne četrti. Konec pa, kako se rekel, je tradicionalno tu na mestni četrti center, tu na Trgu zmage pred spomenikom. Kljub temu, da pohod vsako leto organizirajo mestne četrti, se trasa vse skozi spreminja. Tako ohranjajo pohod zanimivega tudi za tiste, ki so se pohoda udeležili že večkrat. Vsako leto uberemo drugo traso, da se ne ponavljamo. Letos smo šli, štart bil v mestni četrti park, na otroškem igrišču v Malem parku. Potem smo nadaljevali proti Jakovu naselju, kjer so nas pričakali gostitelji mesta četrt Turopolje. Nadaljevali v smeri osnovne šole 3, tam je pa bila gostiteljica mestna četrt Partizan. Smo nadaljevali proti smeri mestne četrti Ledava, Ledavsko naselje pri fitness igrišču in ko smo tam končali, smo se napotili sem na končno destinacijo mestna četrt center tu na Trgu zmage. Tudi letos jih je tako na Trgu zmage pričakal Kusem Bograč, na zadnjih metrih do cilja pa je pohodnike pospremila tudi pihalna godba iz Bakovec. Čeprav je bilo vreme v dopoldanskih urah nekoliko bolj turobno, to ni zmotilo ljubiteljev pohodništva od blizu in daleč, da bi se prijetno družili tudi po uspešno končani poti. Ja, lahko rečem, sigurno enih 5 do 10 je tudi iz drugih krajev, ne samo z Prekmurja, kar me zelo veseli, se pravi, da se nekako tudi širimo, se pravi, namenjen je pa seveda vsekakor druženju, zdrave rekreaciji in tudi spoznavanju samega mesta in mestnih četrti. Prav tako v soboto pa je v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi potekala že 10. predstavitev kulturnih društev. Obenem je Železničarsko-esperantsko društvo Maribor praznovalo 60. obletnico delovanja. Medgeneracijsko sožitje med društvi je naslov, ki ga je nosila 10. predstavitev kulturnih društev v Lendavi. Ta je potekala minulo soboto z namenom obeležitve že 23. tedna vseživljenjskega učenja. Kultura smo ljudje, in to različnih narodov in narodnosti, verskih pripadnosti, ras in drugih prepričanj, ki težimo, da bo naš svet boljši
in smo nepogrešljivi del naše družbene ureditve. Saj nas pesem in ples samo združujeta in povezujeta, ker je to delo opravljeno z veseljem in nesebičnim prepričanjem, da delamo dobro za vso skupnost. Da ne bi šlo vse pozabo, kar je bilo nekoč na našem področju ustvarjenega, zapetega, zaplesanega, zapisanega, poslikanega ali kako drugače ponazorjenega ljudskega izročila, že 10. leto zapored pripravljamo skupaj s kulturnimi društvi medgeneracijsko povezanost dosežki na kulturnem področju. S tem želimo obuditi kulturo in narodno zavest vseh pripadnikov narodov in narodnosti na našem območju in nadaljevati z delom naših prednikov. Zveza kulturnih društev Lendava deluje že od leta 1976 in združuje skupaj 69 kulturnih, mladinskih in drugih društev. Društva delujejo na območju upravne enote Lendava v 7 občinah, in sicer v Lendavi, Črenšovcih, Turnišču, Odrancih, Veliki Polani, Dobrovniku in v Kobilju. Društva so aktivna in njihove dejavnosti segajo na različna področja ljubiteljske kulture, prav tako društva med seboj sodelujejo, prirejajo skupne prireditve, pripravljajo različne delavnice in srečanja, razstave, koncerte, izobražujejo svoje člane ter skrbijo za ohranitev ljudskega izročila na narodnostno mešanem področju. Nekatera društva ali njihovi člani dosegajo vrhunske uspehe na širšem slovenskem prostoru in se uspešno predstavljajo tudi v tujini. Pri tem pa zveza skrbi za njihovo povezovanje, obveščanje, koordinacijo in pomaga po potrebi pri njihovem delu. Že sam naslov naše prireditve, to je medgeneracijsko sožitje med društvi, pove, da želimo s tem združiti in približati delovanje vseh generacij na kulturnem področju. Želim vam, da boste ob tej priliki uživali, se mogoče spomnili kakšnega dogodka iz vašega življenja ter zadovoljni in polni lepih spominov odšli na vaše domove. Prav posebno noto predstavitvi društev pa je dala tudi 60. obletnica delovanja Železničarsko-esperantskega društva Maribor, ki ima svojo sekcijo tudi v Lendavi. Železniško-esperantsko društvo je strokovno društvo, ki združuje esperantiste in prijatelje esperanta, železniških ter drugih prometnih in poštnih dejavnosti. Delovanje društva je usmerjeno zlasti na kulturno in jezikovno področje ter na mednarodno sodelovanje, vključno s koordiniranjem strokovne terminologije. Poglavitna naloga društva v današnjem času pa je seznanjanje ljudi z dobrimi lastnostmi esperanta kot nevtralnega in logično mednarodnega jezika. Veseli me, da vas lahko v tej lepi dvorani pozdravim strani Železničarskega esperantskega društva, ki mu pravkar v juniju mineva 60 let od ustanovitve. V društvu smo ponosni na dejavno sekcijo tukaj. Saj se uspešno vključuje v delo Zveze kulturnih društev in drugih asociacij mesta. K temu prispevate na eni strani prijazni in odprti domačini, na drugi strani pa vodja sekcije gospod Mirkovič, ki je gonilna sila in že več kot 10 let živi tukaj med vinogradi nad mestom. Moj nagovor zaključujem s podelitvijo priznanj s hvaležnostjo. Najprej gospe Danijeli Hozjan za dobro sodelovanje Zveze kulturnih društev Lendava z našo sekcijo. No in še zvestima članicama društva Matildi Grosek, blagajničarki iz Maribora, in Miri Lipičar iz Kopra, pa za pred leti preveden naš izjemni učbenik esperanta. Večer pa so seveda popestrili nastopi lokalnih društev. Med drugim je nastopil Varstveno-delovni center Murska Sobota enota Lendava, kulturno društvo Mostje Banuta, kulturno društvo Zarje Gaberje, turistično-kulturno društvo Močvirski tulipani Radmožanci, osnovna šola Turnišče, gledališka skupina Mladi Varašanci, kulturno društvo Ferdo Godina Bistrica, kulturno društvo Hotiza, romsko društvo Regina, kulturno društvo Franseleški Finžgar Žiški, romsko društvo Romano Jilo, kulturno društvo Črenšovci in pa kulturno društvo Štefan Rajer Turnišče.
bilo za danes vse. Želimo vam lep preostanek večera, v našo družbo pa vas ponovno vabimo jutri. Nasvidenje.